Zdravo. Tole je kratka predstavitev šamanike kreative, kolikor se jo pač da predstaviti, brez da jo dejansko izkusiš. V osnovi šamanika kreativa je namenjena temu, da se ljudje v tem trenutku sprostijo, pa da se izrazi vse tisto, kar se pač ima za izraziti v tem trenutku. Namenjeno je vsem ljudem, ki čutijo, da lahko ali so prispevajo, ali pa da se mogoče lahko sprostijo v takem prostoru. Kaj rabiš vedeti, vsa navodila pridejo tam na licu mesta, za vse prisotne. Ja, pa zelo pomembno je, da prideš na začetku, ali pa še malo prej, še malo pred začetkom. Sploh za tiste, ki želite biti aktivni soustvarjalci, 1 uro pred začetkom. Vsaj, da je že pristanek. Za tiste, ki ste zdržali do zdaj, to pomeni, da vas zanima več, bom tudi več razložil, ker namen tega videa je razložiti tiste stvari, ki so bistvene, zato da mi jih ni treba vedno znova razlagati. Šamanika kreativa je zvočni vrelec tega sedanjega trenutka, kar pomeni, da vse, kar mi v ta trenutek prinesemo, se tam lahko izveni, se tam lahko izrazi. V harmoniji ali pa v kaosu. Z namenom, seveda najvišji njen namen kreative je delovanje v naše najvišje dobro ali pa celo zdravljenje. Čeprav vem, da je ta izraz zaseden na drugih področjih, pa vendar. Sproščanje. Uglaševanje. Harmoniziranje. In hkrati priložnost tudi, da se izrazi kaos, da se zdrži kaos. In da se zdrži tišina. Se pravi, vrhovni namen šamanike kreative je, da se v tistem trenutku vzpostavi vse, kar se lahko vzpostavi v naše najvišje dobro. To, kar počnemo, ni nič novega, je mogoče nekaj zelo starega, starejše od generacij. In mogoče samo obujamo ene stvari, zato tudi šamanika, ker dejansko v povezavi z zemljo, v povezavi z nebom, v povezavi z stvarstvom celotnim. Če imaš svoje inštrumente, prinesi jih in pridi prej, zato da se sprobamo, zato da vidimo, katere stvari pašejo skupaj. Ker ne bi rad, da to postane vaja mačjega zbora, ampak moramo vedeti, katere stvari pašejo skupaj, katere ne. Vsaj kar se inštrumentov tiče, specifičnih inštrumentov, kot so flavte, razne druge stvari, ki so že uglašene vnaprej. Če pa ne znaš, se pravi, če še nisi suverena v igranju nekega inštrumenta, potem pa ga vadi doma, dokler ne dosežeš neke suverenosti, take, da boš rekel, ok, jaz komot grem, pa komot nekaj zaigram. Namen šamanike kreative je tudi, da se izrazi tisto, kar se sicer ne da izraziti z besedami, in tisto, kar potrebuje malce podpore, zato da lahko sploh pride do tega, da bi se rado izrazilo.
Tudi seveda do joka, do kričanja, do tega, da se človek končno enkrat oddahne pa sprosti. To drugemu omogočimo, to ni nekaj, kar bi jaz lahko sam vse omogočil, niti vsak sam doma pred televizorjem ali pa na kakršenkoli drug interaktivni način, kot se dobiti v živo. Drug z drugim, tudi s popolnimi neznanci in pač se spustiti potem to bogano zvoka v razsežnosti, ki so nam še kako domače. Več pa kjer inštrumente preneseš, nima veze, sam da ti gre do določene mere, ni treba, da si virtuoz, važno je, da ti gre, da imaš malo občutka za stvari. Šamanika kreativa ni jam session. Prej je to neko bolj fino usklajevanje z vsem, kar prihaja v prostor, z vsem, kar smo seveda tudi mi prinesli v prostor, ne kar prihaja od kje, iz nas prihaja, od znotri, ali pa iz drugih realnosti, kakorkoli temu rečemo. Najbolj bistven inštrument je pa tvoj glas, tvoje telo, tvoja vesoljska ladja, ki zveni, in pa seveda tvoja prisotnost. In zato ni treba nič posebej v rokah drugega držati. Če imaš kitaro, pa rabiš za to, da dobro zveni še ojačevalec, prinesi ga s sabo. En mikrofon bo, ki bo namenjen za bolj fine stvari, za flavte, za nežne vokale, za take res tihe stvari. Bobnov pa repotul pa takih stvari, ko so fejst glasne, ne bomo označevali. Šamanika kreativa je dejansko namenjena aktivnim soustvarjalcem zvočnega prostora, zvočnega vrelca, zvočnega izvira, ki je seveda namenjen ne samo nam, tem prisotnim, ampak dejansko tudi ustvarja nek vtis v prostoru. Vtis, ki ga podkrepijo tudi naše namere. Če si prišla do sem, to je konec tega videa. In upam, da se kaj vidimo v živo, ker kaj več kot to ti skoraj da ne morem povedati, lahko ti samo pokažem. Pokažem tako, da doživiš. Doživiš preprostost in vse to, kar se zgodi med nami, tam, tukaj, tam, tukaj, med nami, tukaj. Ogenj mi je priča, da bi ta video bil dolg sicer 25 minut, ampak ga bova zrezala na tako dolžino, da bo lahko vsak gledal. Tako da, če si prišla do konca, čestitam. To je konec tega videa. Naj te čuvajo starodavni.